Pozdravljeni v rubriki Rastline meseca, kjer skupaj z dr. Tino Mele, priznano poznavalko zdravilnih rastlin, odkrivamo čudeže narave. Vsaka rastlina nosi svojo zgodbo. Zgodbo o zdravilnih učinkih, življenjski energiji in tudi tisočletnih tradicijah, ki jih je človeštvo prenašalo iz roda v rod. Danes bomo spoznali rastlino, ki ne le krasi našo okolico, temveč jo lahko uporabimo tudi kot dragocenega pomočnika za naše zdravje in predvsem dobro počutje. Skupaj bomo pogledali, kje jo najdemo, kako jo prepoznamo in na kakšne načine jo lahko pripravimo ter kako nas lahko podpre pri ohranjanju vitalnosti v vseh teh letnih časih. Lepo pozdravljeni. Jesen je čas, ko zeliščarji pomislimo na korenine. In tokrat vam bom predstavila korenine ene rastline, ki je tako običajna, tako pogosta in tako zdravilna, da jo kar žal dostikrat malo spregledamo. In to je navadni regrat. Verjetno vsi poznamo regrat v solati z jajci, ocvirki in krompirjem, ki si ga pripravljamo in privoščimo pomladi. Zdaj jeseni je pa čas za nabiranje njegovih korenin. Ko nabiramo regrat pomladi, njegovi listi, opazimo lahko na travniku veliko podobnih rastlin, od otavčičev, dimekov, kozje brade in tako naprej. In tam ni problema, če mi to zamešamo. Nekje sem brala, da je regrat ena izmed najpogosteje zamešanih rastlin, ker je res zelo veliko podobnih rastlin na naših travnikih. Ko pa mi nabiramo in pri zelenih delih to sploh ni noben problem, ker so vsi užitni. Ko pa mi nabiramo korenine, pa moramo biti res prepričani, da nabiramo regrat, ker ostale rastline niso raziskane. Regrat lahko pri nas se pojavi v večjih oblikah. Recimo najbolj klasično takole narezani listi. Biologi pravijo, ko agregat regratov, se pravi, imamo lahko zelo različne, lahko so taki bolj jajčasti, široki, vendar pa vseeno se je treba malo pozanimati, spoznati, da imamo, ko nabiramo korenine, res pravo rastlino. Najlažje je korenine kopati, ko je zemlja vlažna, mokra, takrat lahko recimo izkopljemo z neko lopatko oziroma lopatko za plevel tole korenino. Pri regratu je fino, ker se korenina, tudi če mi naberemo korenino, samo da en delček korenine ostane v zemlji, se obnovi, kar je super za zeliščarje, pa nočna mora za kakšne kmetovalce, ki se poskušajo regrata znebiti. Vendar takole, naberamo korenino. Če so korenine zelo umazane od zemlje, jih rahlo speremo. Če so malo umazane, rajši samo pustimo, da se posušijo in potem jih rahlo štetkamo s krtačko, ker ravno ta povrhnjica korenine prinaša ogromno zdravilnih lastnosti. Sama najraje regrat sušim, korenine regrata sušim tako, v taki obliki, kot jih naberem, da čim manj izgubljajo. Ker takoj, ko mi prerežemo svežo korenino regrata, se bo vseeno lahko izsejal nekak ta mleček in izgubimo kar nekaj koristnih učinkovin. Korenina regrata, se pravi, ko se posuši, je še vedno dovolj mehka, da jo lahko narežemo. In korenina regrata je prvovrstno zelišče za jetra, se pravi, podpira naša jetra. Deluje tako, da spodbuja nastajanje žolča, spodbuja izločanje žolča, znižuje holesterol, pomaga naši prebavi, je zelo hranilna, vsebuje veliko mineralov, zelo veliko mineralov regrat srka iz zemlje in se je zato lahko uporablja na mnogo načinov. Jaz takele sveže korenine takole na drobno narežem in jih podtaknem v kakšno bolonezo omako, juho, domači niti opazijo, da so dobili nekaj divjega in izredno hranilno nahranijo. Potem lahko sveže korenine regrata, lahko tudi liste namočimo v kis, tam bomo spet dobili odlično mineralno bombo, bo kis ekstrahiral minerale iz te korenine. Lahko uporabimo kot čaj, da naredimo prevretek, damo narezane korenine regrata, zdaj sveže ali posušene,
v hladno vodo, recimo za eno slabo pest na pol litra vode, to zavremo in kuhamo še 10-15 minut in dobimo čaj. En zelo zanimiv, lahko se naredi tudi tinktura, uporablja se tudi v grenčicah za podporo prebavi, za podporo jetrom. En zelo zanimiv način pa je, da mi posušene in narezane regratove korenine prepražimo. Lahko v ponvi, lahko v pečici in potem iz tega skuhamo kavo. Nadomestek kave najbolj verjetno poznamo bolj cikorijo oziroma potrošnika, ne? Kot nadomestek kave pride pa tudi odličen nadomestek kave iz regratovih korenin. Jaz jih recimo, ker kuhamo doma kavo v kofetjeri, kar dam v kofetjero, enostavno kot bi kuhala navadno kavo in dobimo napitek, ki ima res okus po kavi in odlično podpira našo prebavo, varuje naša jetra in naj poudarim, da ne vsebuje kofeina, tako da pač ni tega stimulatornega učinka, ampak je to vsekakor ena stvar, ki jo v sodobnem načinu življenja pri hitri prehrani in tako naprej za podporo našim jetrom vsekakor priporočam. Malo kdo ve, da lahko liste regrata jemo skozi celo leto. Ne samo tista spomladanska regratova solata z jajci, s krompirjem in ocvirki, temveč tudi skozi celo leto nam listi regrata prinašajo izjemne zdravilne lastnosti. Predvsem grenčine, ki spodbujajo našo prebavo. In tega nam v modernem življenju še kako manjka. Tako da ne se bati, nabirajte regrat celo leto, tam, kjer se kosi, je tudi praktično mlad. Malo pogledamo, da listi res niso preveč trdi, da jih niti ne bi mogli z užitkom pojesti, ampak eno takole pest regrata gremo, ko pripravljamo kosilo po vrtu, v 2 minutah ali eni celo imamo to nabrano in takole pest grenkega regrata dodamo v našo solato in si tako odlično podpiramo našo prebavo. Se pravi, tako se bo naše telo pripravilo na prebavo, sprostili se bojo prebavni sokovi in bomo tudi od ostale hrane, ki jo pojemo za kosilo, imeli veliko, veliko več. To je bila še ena čudovita zgodba iz sveta rastlin, ki nam jo je predstavila dr. Tina Mele v rubriki Rastlina meseca. Vsaka od teh zelenih učiteljic nas spominja, da je narava vedno tukaj, pripravljena, da nas podpira, zdravi in tudi bogati naše življenje. Morda boste že danes opazili, da rastlina, o kateri smo govorili, raste v bližini vašega doma, na sprehajalni poti ali pa morda celo na vašem vrtu. Vzemite si trenutek, da jo pogledate, se jo dotaknete in predvsem začutite, da je del istega sveta kot mi sami. Kako čim bolj sodelovati z naravo, pa nas uči tudi knjiga Jasmine Kandorfer Biohacking po matrici narave. Najdete jo na naši spletni strani klepetobkavi.si.